Čau. Madonna že razbija mega. Sem popravil. V tem videu, se pravi ta teden, gremo pa čez. Jaz sem namontiral GoPro-ja, mi ga je Petra posodila na kolo in bom jutri šel se spustiti na rundi. Samo to, ker sem opazil, da tudi nekateri, ki se z njimi vozim ali se ne znajo glih najbolj spuščati, jih zanima, kako se spuščam, jaz se vsakič spustim praktično brez poganjanja, pa sem pred celo družbo. Tako da bomo šli čez, jutri posnamem, pol bom imel pa voiceover in v bistvu bom govoril, kaj se dogaja, kako je treba gledati, kaj točno se dogaja s telesom zdaj, ko se spuščamo, ker tisti, ki imate zdaj še novodoben kolo, ki hodite na fittinge, zdaj so položaji dosti bolj naprej, kot so bili včasih. Tudi krmilne opore, saj pa runih orank race kolesih, so spet isto dolge, se pravi, govorim kle 10 cm pa gor. In to pomeni, da imate vi težišče dosti bolj naprej, kot je bil pa včasih. Kar pa posledično tudi pomeni, da pri spustih smo dosti manj stabilni, kot smo bili včasih. Kar pomeni, da je treba na spustu dati težišče malo bolj nazaj, kar se čuden sliši, ampak nekaterim je že to nekaj čist nenavadnega. Tako da prva stvar, če se hočete dobro spuščati, mora biti težišče malo bolj nazaj, ne pa toliko naprej, kot smo zdaj navajeni. Zdaj vam bom pokazal še moj bike. Evo, se pravi takole, koliko se bo videl, ampak sedež je čist naprej, tudi krmilna opora, klele jaz imam 12,5, se pravi dolgo. Pa nujno na vseh spustih se drži tukaj spodaj, če se kdo spušča pa drži kle gor, pač ja, ne več tega delati. Tako da evo, jaz sem spucal bike, namazal sem verigo, tako da jutri posnamem to, pokomentiram čez, bomo pa še videli, kaj vse se bo zgodilo do konca tega tedna. Definitivno bo še kaj zanimivega. Pa zdaj še ta zadnji teden intervalov, mislim zadnji mesec intervalov, zadnji 3-tedenski sklop. Tako da jutri me čaka kar orank naporen trening, najprej intervali, pol pa še velorunda. Tako da, jaz se že veselim, pa novim zmagam naproti, gremo začeti. Kamera zmontirana, pa gremo zdaj tole sprobati. Najprej testiram od stranke ene oboroče in moram najprej malo gume spustiti, ki je kar mokro. Tako da bom bolj previden, ampak važno je, da približno boste zastopali kaj pa kako. Tako da, let's go. Jaz sem začel montirati video in sem ugotovil, da to razen, da se vidi mogoče malo linije, kako se vozim, se drugega niti nič ne opaziti, tako da sem si zapisal par stvari, kaj je dobro povedati. Pogledal sem še par drugih videov in bomo pol v bistvu analizirali rajš spust oziroma par ovinkov od Pidcocka čez slaven njegov spust na Tour de France, mislim, da je Alpe d'Huez. Ta prva stvar je, kar je treba biti pozoren, se pravi nastavitev pozicije, nastavitev samega položaja na kolesu. Logično nižjo, ko imate težo na kolesu, se pravi, da ni sedež čist dvignen, da ni, ne vem, balanca čist dol, ko pa ste še bolj na klunu, je takoj, pač morate položaj imeti malo drugače na kolesu. Ko imate gume napumpane, tisti, ki pumpate preveč napumpane gume, ni šans, da se boste spuščali toliko dobro, kot oni, ki imajo bolj spuščene. Tako da, kje se držati, za balanco se skozi drži spodaj, spet nižji imate težo na kolesu, plus lepše imate zahaklane roke in je pač bolj stabilno se držite. Tako da to je, rečemo, par teh stvari, ki jih je pametno pač imeti. Pa še kar se samih gum tiče,
bolj kvalitetne, ki so boljši oprijem, ki imajo, logično, bolj se v te spuščali, se pravi tisti, ki imate res čista najbolj osnovne gume, se redko lahko spuščajo tako dobro, kakor pa tiste pač boljše. Tako da gume, pa za moje pojme zračence so, sta dva artikla na kolesu, ki si dajem skozi malo boljša gor, unih ta najbolj osnovnih so ponavadi malo trše in ni toliko dobrega občutka čez ovink. Zdaj, tukaj si zdaj lahko pogledate pač cel spust, ki sem ga jaz naredil dol, čisan tok, malo za intermeco, pol gremo pa pogledati od Pitcocka spust in bomo sprot komentirali, se bomo en ovink večkrat pogledali in je to. Tlele sem najdel en zelo lep ovink, ki je šel Pitcock mem Powellsa, in če pogledate že, kako se oba dva držita, se zelo dobro vidi, pa mogoče tukaj gremo najprej čez video, pa se pol analizira, tako da evo, gledajte zdaj tale lev ovink, ki bo. Če vidite, meni osebno se zdi, da se Pitcock malo bolj nazaj potegne, sem še vstavil video, se prav vidi, koliko je Pitcock bolj nagnen, se pravi z desno nogo ta zunanjo malo dol drži, levo ima pa v bistvu čist levo nagnjeno, in če gledate Powellsa, je bolj naravnost, in kleže, če se analizira samo ta dva položaja, se pravi Pitcock rit malo bolj nazaj, z desno nogo pritiska dol, levo pa nagne zato, da pač in se v bistvu sam s telesom se nagiba, prav da bi orang balanco obrnil, pač je niti neno. Tako da evo, to je ta prvi ovink, ki se mi je zdaj zelo zanimiv. Pol imamo pa klele še predstavo, kako pa odpele spust, se pravi zgornji del spusta. Nekaj sem gledal tudi en video, da je, ker je imel kolesarje spredi, pa motoriste je približno vedel, kako hiter lahko gre ovink, čeprav je šel kar dosti hitrejši. In klele, saj za moje pojme se zelo dobro vidi, kako on telo predstavlja levo-desno, kakor pa v primerjavi, se pravi, s kom drugim, pa kako lepo pač vozi ovinke, se pravi, gre čisto na zunanjo stran,
ga poseka in spet čisto zunanjo stran ven, pač se pravi izkoristi celo cesto. Logično, mi tega na odprtih cestah ne delamo, evo, kle pa ta ovink, ki ga prehti po zunanji strani. Ja, kle je, res je orang tvegu, ampak se vidi, da je bil kar dost hitrejši, se pravi na spustih. Zdaj, koliko boste iz tega videa ven potegnili, upam, da vsaj malo. Če bo imel kdo kakršenkoli vprašanje, no, vprašajte. Je pa tako, da še kaj bi svetoval vsem, ki se želite malo bolj samozavestno spuščati, je, da se mogoče off-season vozite tudi s kakšnim gorskim kolesom, ne vem, že mogoče BMX pa pump track, že to pomaga, da dobite tisti občutek za podlago, ker največja razlika mogoče med kolesarji, ki se ne spuščajo dobro, pa med temi, ki se spuščajo dobro, tisti, ki se dosti lepš čutijo cesto, oziroma imajo ta občutek za podlago, kakor pa pač tisti, ki se spuščajo in je to. Tako da gremo lahko zdaj čez točke, na kaj biti pozoren. Se pravi, koliko so napumpane gume, če pumpate preveč, je pač se ne boste mogli nikoli tako hitro spuščati, kakor pa nekdo, ki jih ima prej malo manj napumpane, kakor pa več. Sploh to velja za v mokrem vremenu. Ta drugo je težišče. Zdajle pri teh novodobnih kolesih, se pravi, čim nižji težišče, imeti pa mogoče rit malenkost bolj nazaj. Zunanja noga mogoče skozi malo pritiska dol, zavirate, v bistvu zavijate pa v bistvu z samim telesom, pa notranja noga gre pa skozi malo bolj ven, no. Tako da to so mogoče je par teh trikov, in pol je treba pa pač več, ko se vozite, boljše. Jaz ne pravim, da zdaj divjate ga dol po cest, ampak klebel, mogoče to je čisto iz stališča varnosti. In ovink, če se le da ne bremzati, zato da naberete brzino in pač se pospešuje ven iz ovinka. In to je to. Ne pretiravati, sam čim večkrat se vozite, najboljše je to na eni in isti ovink, tam, ko se največ pelete, se pravi tisto, ko imate pred bajto, pa boste videli, kako dobro vam gre. Ja, zdaj pa še kar se samih treningov tiče. Že poderam garderobo. Skratka, ta teden sem bil bolj drekac, kar pomeni, da sem se vozil premalo, kakor sem mislil. Par dni sem bil čisto gotov, tako da sem si kar vzel pauzo in sem šel raj spat. Pač poslušam malo sebe, ne grem zdaj glih čez z glavo skozi zid. Tako da, kar se pa samih treningov tiče, sem pa povišal FTP na 345, mislim, da. In sem šel delati oziroma 330, pa sem delal intervale 105% do 110, 3x po 8 minut, pa 4 minute pauze vmes. Tako da je bilo kar pestro. Sem sicer lahko naredil, ampak sem bil na koncu že kar bogi. Tako da, to je to, kar se tiče telih treningov. Na podcastu sva se spet odločila, da bo naredila še eno tako zanimivo igro. Se pravi, pošljete nam kolesa vaša ali na mail ali na Instagram in jih bo midva ocenjevala. Tako da na koncu leta boste pa vi, se pravi vsi, ki poslušate, na Instagramu boste zbirali ta najlepši kolo. Tako da midva bo zožala izbor od vseh koles, ki jih boste poslali vsak teden, bo ocenjevala in pa boste jih vi. Na koncu boste vi izbrali zmagovalca in ja, to je to. Poglejte si naslednji podcast, oziroma če bo tole kasneje prišlo ven, ta zadnji podcast, pa boste videli, kako bo potekal. A vam še kaj zapovedati? Ta teden upam, da končno dobim bike. Eden je že sprobal tele Princeton Wake obroče, ta vikend jih bo še en drug sprobal. Tako da, če še kdo hoče karkoli stestirati, se oglasite. Pa moram reči, da enih par vas je skoraj zihal nabavili tole kremo od Asosa. Se pravi, ali tale Skin Repair, ali pa tale Chamois. Tako da
če ste testirali, dajte napisati spodaj, a vam pomaga, a ne, ker meni, jaz vem, da se ne bi mogel več voziti letos, če to ne bi konstantno vozil. Tako da ja, to je to, nič do naslednjega videa. Še zmer čakam vas, da mi komentirate spodaj, da napišete, a vas zanima content, v katero smer naj zapeljem tole. Kar se mene tiče, update glede teže, govorim že ne vem koliko cajta, no. Zdaj sem že na 92 dobrih kil, tako da počas leze dol, od takrat, ko sem začel do zdaj, je koliko to, 5 kil dol. Tako da boljš je, delač od tega, kjer sem mislil, da bom štartil z 92 kilami, pa je bilo pol skoraj 98, ko sem štartil. Tako da ja, pelem se tudi že čedalje boljš. In ja, je pa sam še en mesec do Franje, tako da ja, pustimo se presenetiti.